Ponedeljkovo odprtje opazovalnice je bilo eno od sklepnih dejanj projekta Zgodbe naših mokrišč na območju naše občine. V bistvu je opazovalnica namenjena temu, da se mi skrijemo pred pticami, da njih zavarujemo pred našimi motnjami. Torej, lahko bivamo, sobivamo, ne da bi plašili ptice in jih motili pri njihovem vsakdanjem preživetju. Postavitev opazovalnice, lesene opazovalnice za ptice je del projekta Zgodbe naših mokrišč, v katero so vključene občine, ki sodelujemo skupaj v lokalni akcijski skupini za mesto in vas. Sama vrednost investicije je nekaj manj kot 24 000 evrov. Velik del oziroma pretežni del investicije je sofinanciran strani Evropske unije. Gre za sestavni del sicer 3-letnega projekta v skupni višini nekaj manj kot 167 000 evrov, od tega skoraj 100 000 evrov sofinancirata Evropska unija preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija. Prvenstveno je namen projekta, da se v 4 občinah, poleg naše še v občini Trzin, Vodice in Mengeš, izboljša stanje in dolgoročno ohranijo 4 lokalna mokrišča z naravovarstvenim statusom. V občini Medvode so to prav Hraški mlaki. To območje je prepoznano kot biotsko raznovrstno z občutljivim ekosistemom. Želimo poudariti to območje in ga zaščititi. Obenem smo si želeli narediti tole leseno ptičjo opazovalnico, ki bo pripomogla k lažjemu, bolj prijaznemu opazovanju ptic, ki se nahajajo na tem območju. Pri čemer mogoče v Medvodah res smo ta del najbolj srcem vzeli, ker je tudi vprašanje hraških mokrišč vprašanje urejanja enega zelo zanimivega pa zelo posebnega dela ekosistema, s katerim marsikdaj niti ne vemo, kaj točno bi. Če se spomnimo zgodovine, kako je pravzaprav prišlo do nastanka hraških mokrišč, kako, tako kot sem danes v nagovoru rekel, tukaj res pride ena taka parafraza pregovora, da človek obrača, narava pa obrne. Hraški mlaki, ki se raztezata na dobrih 5 hektarjih, sta namreč sekundarnega nastanka, saj sta dolga leta imela vlogo deponije odpadne vode z bližnje živinorejske farme Agroimune. Na začetku, ko sem prišel prvič leta 1989, je bil vzhodni del pri Logu, kjer je zdaj stabilen sestoj Rogozja, še vaško nogometno igrišče, to se pravi, gladina vode je bila nižja. Bil je bolj sicer zaraščen z vrbami, ki so jih kasneje posekali. Trstičevje se je tudi delno, območje Trstičevja in Rogozja se je tudi delno zmanjšalo, ampak mislim, da se s takimi projekti spet vračamo nazaj v eno sobivanje z naravo. Po opuščanju deponije se je namreč razvil sekundarni biotop za različne ogrožene rastlinske in živalske vrste. Recimo, med selivkami so mi zelo zanimivi togotniki. To je ena taka ptica, ki je posebno barvana in je zelo zanimiva. Potem so poleti gnezdijo recimo čopasti ponirki, pa tudi ena raca črno-bela čopasta črnica, potaplavka, ki se zadnja leta ponovno gnezdi tukaj, v bistvu pa bila odkrita že leta 1991. Prvo gnezdenje je zabeleženo leta 1991. Prav gnezdenje čopaste črnice je bil povod, da sta hraški mlaki postali naravni vrednoti državnega pomena. Če smo v ponedeljek pogledali skozi eno od lin na opazovalnici, smo lahko opazovali. Zdaj bi videla sigurno čopastega ponirka z mladičem, potem te čopaste črnice, ki sem jih že omenil, labode grbce, ki so značilni za tukajšnjo okolico, predvsem recimo na Zbilah jih je zelo veliko. Tukaj redno gnezdi en par. Videli bi mogoče tudi kakšno čaplo, predvsem zdaj proti večeru se pojavljajo lastovke, kmečke in mestne, ki pač lovijo mušice nad vodno gladino. Mogoče kakšno ujedo tudi na bližnjih lipah. Da bi lažje prepoznali videne ptice, so v opazovalnici nameščene tudi njihove fotografije, za katere je potrebno precej potrpežljivosti, nevidnosti pa tudi tišine ob lovljenju v objektiv. Skratka, več kot 100 različnih vrst ptic race
30 vrst kačjih pastirjev in 7 vrst dvoživk je za svoj stalni ali pa občasni dom izbralo Hraški mlaki. Seveda, žabe so zelo pomembne. Ne? Žabe so kot nek indikator ohranjenega okolja. Ne? One v bistvu imajo, poleg tega, da dihajo s pljuči, dihajo tudi skozi kožo, ne? Preko kože. In karkoli se zgodi nekaj narobe v okolju, se to na njih pozna. Ne? Tako da, če so žabe prisotne, to je sigurno dober znak. Ne? Hkrati so pa tudi neka uravnava škodljivcev, žuželk, naših tudi smrčesa, ne? Tako da so vsestransko koristne. Ne? Komarji? Seveda, ja, ogromno. Ena žaba, lahko poje več, v eni sezoni je ogromno komarjev. Ne? Prav dvoživkam je namenjena tudi izobraževalna tabla, nameščena na ptičjo opazovalnico. Na tabli je predstavljena selitvena pot dvoživk. Namreč tukaj v Hrašah se spomladi odpravi več tisoč osebkov dvoživk, vsako leto znova in znova na pot iz okoliškega gozda do Mlake, kjer odložijo jajca. No, in prek te table sem želela našim najmlajšim predstaviti to pot in hkrati tudi o življenju dvoživk, o njihovi koristnosti in o njihovi ogroženosti. Svojevrstno grožnjo dvoživkam predstavljajo v Mlaki prenešene ribe, ki jo spreminjajo iz mlak v ribnik. Zdaj res je pa, da se je povečalo tukaj število rib, kar negativno vpliva na ohranitev populacije dvoživk in v zvezi s tem bo pa treba še kaj ukreniti. Kakšen izlov, to ni možno ali je zgolj samo velika finančna investicija to? Ja, v bistvu je. Najbolj učinkovit je elektroizlov, vendar žal ni 100%. Posebej tukaj, ker je veliko močvirnega rastlinja, trstičja in rogozovja, se ribe skrijejo in je praktično nemogoče vse ribe izloviti. V društvu Žverca pa že sicer opozarjajo, da je žabic iz leta v leto manj. Veliko jih namreč konča pot že prej, na regionalni cesti. Eno izmed stvari, ki že potekajo, je, da je Ministrstvo Republike Slovenije za infrastrukturo že pripravil idejno zasnovo za podhode in ograje na tej regionalni cesti. Tako da bodo žabe lahko same varno prečkale cesto in prišle varno do Mlak. Manj optimizma pa je na občinski strani. Ja, občina se je zelo intenzivno vključila v pobudo, ki je prišla strani direkcije pred kakšnim mesecem oziroma 2, torej da se končno po letih in letih namigovanj, pregovarjanj oziroma idejnih osnutkov končno izpelje te projekte prehodov za žabe, torej podhodi pod ceste in pa postavitev ograj na obeh stranih državne ceste na 4 odsekih skozi vas Hraše. V ta namen smo imeli več sestankov, med drugim tudi z direkcijo, direkcija oziroma predstavniki so prišli v Hraše to predstaviti. Moram reči, da sem bil zelo vesel tega sestanka, tudi razumevanja, ki je velo na samem sestanku. Mislim, da smo vsi prepoznali, da tukaj lahko z roko v roki še kakšno drugo stvar postorimo v Hrašah. Moram pa reči, da sem bil toliko bolj pa razočaran nad pripombami, ki so jih poslali potem sami mejaši. Če mene ocenjujete, trenutno ocenjujem kot malo verjetno, da bo ta projekt tudi izpeljan, ker bo velika škoda, predvsem največja škoda za Hraše. Že sicer je postavitev opazovalnice, tako župan tudi v nagovoru ob slovesnem prerezu traku, šele prvi korak k dejanskemu oživljanju tega območja. Območje Hraških Mlak je namreč v 95% privatni lasti. Današnji projekt recimo je bilo potrebno kar veliko usklajevanj, podpisovanje služnostnih pogodb in podobno, zato da smo ta objekt tukaj lahko postavili. Če želimo naprej z resnimi koraki, bo torej pomemben angažma občine, oziroma bi bil še bolj vesel, če bi bil to tudi državni angažma, ker gre za naravno vrednoto državnega pomena. Po drugi strani pa bo potrebno to delati z nekim občutljivim razumevanjem tudi Hrašanov. Imate kakšno časovnico, mogoče, kako se zamišljate? Težko, tukaj v resnici jaz vidim eno veliko okno priložnosti, ampak res tako okno, ki ga bomo težko še kdaj ujeli, postopek komasacije. Postopek komasacije, ki ga občina je zdaj prijavila na razpis in ki obsega 350 hektarov tukaj vse naokrog, je idealna možnost, da tudi to območje pretvorimo v lastništvo, spremenimo, ga ustrezno ponderiramo in nadomestna zemljišča skušamo najti kje drugeče, seveda za to tudi volja. Tudi za predstavnike Turističnega društva Hraše je ureditev lastništva nekdaj kmetijskega zemljišča prioritetnega pomena. Apelirajo pa predvsem na državo. Država, to se pravi naš sklad zemljišč, ima kar nekaj površin in te površine
ki se dela nahajamo, bi mogli zamenjati z drugo kmetijsko zemljo, pa bi bilo to rešeno. Ne. Ker mislim, da tle, če bi bil razumevanje države, recimo, ker je to državnega pomena, ne, to sploh ne bi bil noben problem, ker zemlja zadaj druga je. Ne. V nasprotnem primeru, tako župan Smole kot tudi domačini, finančno večjih in evropsko naravnanih projektov tukaj ne bo več. Ne vem, če smo na prvi stopnički, ker polhnih enih stvari za narediti, moramo narediti od parkirišča, sanitarijev, vse te stvari pač bojo mogli iti zdaj s korakom naprej, zato ker drugače bo preveč problemov ratala. Ker ljudje se sam bojijo, kaj bo šlo narobe, ne kaj bo šlo prav. Zato se moramo bolj potruditi, da bomo to res toliko delati speljali, da so to naprej razvili v pravo smer, pa da bojo domačini začutili, da je to del vasi. Na Hrastih Mlakah pa je zabeležena tudi pestrost rastlinskih vrst, navadni ježki, rogozovje, trstičje in na žalost zadnje čase tudi veliko invazivnih tujerodnih rastlin, s katerimi so se v preteklem letu spopadali predvsem domačini, ki jim ni vseeno za podobo mokrišč. Če pa vas torej zanima predvsem živalski svet, ptice, pa vabljeni to soboto v opazovalnico ob Hrastih Mlaki na voden ogled. Dobimo se pri opazovalnici, se tudi dalj časa zadržujemo v njej, jasno, da odpremo linije in opazujemo, potem je en teoretični del oziroma predstavitev ptic, se tem bi rekel, temu teoretičnemu delu. Potem so kakšno vprašanja, na to pa se počasi odpravimo po eni začrtani poti, seveda eden za drugim, da ne, in pa seveda s čim manj govorjenja, razen predstavitve. Tako da, če kdorkoli pride sam, je najboljše, da nič ne govori in samo opazuje in hodi. Pa se ustavlja seveda na točkah, kjer ga bojo ptice ustavile.